Jaz mislim, da velik prispevek filozofske fakultete je njena strahovita raznolikost, ta jezikovna različnost, ta multikulturnost, ker ljudi, to, kar so včasih v socializmu, ko sem bil jaz mlad, ko sem jaz začel kot asistent, so nam tujci notri v študijske programe mešajo. Ne, ravno to je največja dobrina, da ti dobiš profesorje, ki so prišli iz Indije, ki so prišli iz Vietnama. To je čuda enih ljudi, ki so implementirali ne samo študente, tudi mentaliteto fakultete. In to bi morali držati kot tradicijo. Strpnost, tolerantnost, drugačnost. Ves nemir, ki je bil takrat v družbi, se je oslikaval na filozofski, odnosno tudi filozofskega je veliko generirala. In sam sem bil takrat zadolžen za finančno-upravne zadeve fakultete in sem moral te stvari nekak način regulirati. Ampak problem je bil v tem, da smo mi ostali finančno totalno bos. In na računovodstvu filozofske bila ena gospa, neka Ester, ki je rekla, vsega imajo, Prekmurci imajo denarja, koliko hočeš. Ja, kdo? Ja, pravi, Ernest Öri, on je predsednik gasilskega društva. Pa najceneje, pa najboljše posojo z najmanjšo obrestno mero. Ko sem prodekan vanja nehal, se je fakulteta strahovito stabilizirala. In je vso stvar prevzel Marko Keršovan. In Marko Keršovan je speljal fakulteto v stabilno stvar. Filozofska fakulteta je 10 let izvajala študij psihologije na Univerzi v Lugano, jaz sem bil njen direktor in sem se od fakultete umaknil. In sem se jaz vrnil potem še po Franekovi smrti, sem še drugič postal dekan. Imel sem pauzo od tega. S tem, da sem pa jaz, ker je prišlo do enega velikega škandala na športni fakulteti, sem pa jaz potem prevzel celotni študij športne psihologije. Jaz sem bil takrat v razponu, ker sem prišel iz prejšnjega sistema. Se pravi, jaz sem prišel dejansko na fakulteto nazaj. Jaz sem bil predsednik komiteja za tresno kulturo. Sem bil neki državni organ, ampak ko sem se vrnil, sem prevzel oddelek, dodatni alibi je bil, da sem prevzel tudi celotno športno psihologijo, ampak potem, ko je ta struktura na fakulteti, to je bil predvsem Keršovan in sosedo na Reslevi, Franek Jerman, ko smo rekli, Ludvik, prevzame fakulteto. Še vedno so govorili o tistim mojem reševanju iz 90 let, ko sem gasilsko brigado najdel, da so nas rešili. Mi ni bilo težko. Moram reči, da sem takrat tisti zmedi, ko se je takrat ta tranzicija končala, ko se je stabilizirala, sem jaz prevzel fakulteto v relativno stabilnem stanju in da sem s ponosom prišel na dekanat, da so ljudje vedeli, kaj delajo. Glede na to pisarno so vse te pisarne tekle. Jaz mislim, da smo mi takrat strahovito stabilizirali organizacijsko strukturo. To ni moja zasluga. Mislim, da zasluga je bila takratne strokovnih služb fakultete. Meni je uspelo ojačati fante, ki delajo v kleteh in v petjem nadstropju. In vse, kar smo na investiciji vložili, se takratno dokončanje petega nadstropja, dokončanja tudi psiholoških laboratorijev v kleteh, je bilo to ena taka težka materialna investicija, sem ne upal iti. S tem, ko smo mi izselili biologe in geologe, smo pridobili gromozansko prostora. Ampak pridobili smo pa celotno jezikoslovje, komparativistiko. Nekateri nismo mogli razumeti, da bomo zdaj imeli pač nov oddelek za mednarodne študije, sinologija. Ista zgodba se ponovi še enkrat potem v prevajalstvu. To je bila ena strašno dobra ekipa mladih deklet, ki niso gramatičarke, ampak so aplikativna jezikoslovje. In da smo mi to dosegli, je nam narava dala, ker so se oddelek za geologijo v prvem nadstropju, to so fantje, ki so imeli te gromozanske skale in to, in se jaz njim pogodil, da so oni to odselili nekam na Prule. Jaz sem bil zelo egocentričen človek. Celo moje življenje je bilo vezano na uspeh. Sem se soočil z tem, da to vse ni, kje imaš meje. Ne,
In moram reči, da me, ko sem vse te vrhunce dosegel, rekel, ne, vse to ni to. Da sem se naučil strpnosti in tolerantnosti ljudi, ki so prihajali sem.